Dober dan, pozdravljeni. Zelo sem vesela, da vidim polno dvorano ob obeležitvi vsem generacijam, ki so tukaj, ker se mi zdi, da si ta dva dneva zaslužita določeno pozornost. Tako da, moje ime je Blanka Jamnišek, jaz sem veleposlanica z Ministrstva za zunanje zadeve, sicer strani vlade imenovana kontaktna točka za odgovornost zaščititi. To je nekaj, kar se nanaša tudi na prevencijo določenih procesov, ki lahko vodijo do neželenih situacij, do grozodejstev. Malo več o tem bom povedala v uvodnih točkah, ampak v začetku bi se rada zahvalila vsem partnerjem, ki bodo danes tukaj, partnericam in partnerjem, ki bodo danes sodelovali ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga že 69 let praznujemo ob 10. decembru in Mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida, ki je pa 9. decembra, se pravi jutri je obletnica, praznujemo ga šele 3. leto na mednarodni ravni in zato smo se odločili, da tukaj z znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s pravno fakulteto in z posameznicami ter posameznicami, ki imajo zgodovinski spomin, ki ga bodo delile z nami in delil z nami, zanimivi sogovorniki, torej da skupaj pripravimo z zavodom APIS dogodek obeleževanja in ozaveščanja. Torej, želim se iskreno zahvaliti organizatorjem, saj je osnovno sporočilo tudi tega dogodka, da je univerzalne človekove pravice potrebno spoštovati vedno in povsod ter preprečevati grozodejstva prav tako vedno in povsod. In seveda zelo pozorni moramo biti na dogajanja, kjer se kršijo človekove pravice in s tem odpirajo pot k možnostim, da se sploh hudodelstva dogodijo. Kot sem rekla, na tem mestu danes govorim kot nacionalna kontaktna točka za odgovornost zaščititi. To je načelo Organizacije združenih narodov, ki je bilo sprejeto leta 2005 na globalni ravni na vrhu OZN, ki ga v Sloveniji podpiramo od samega začetka in je tudi zapisano med naše zunanje politične prioritete. Kljub temu, da je bilo to načelo sprejeto že kar nekaj let nazaj, se nadaljujejo številne krizne situacije po svetu. Ne morem jih tukaj vseh našteti, ker jih je ogromno, ampak naj spomnim samo na Sirijo, Jemen, Mjanmar in številne druge, ki imajo strahovite posledice za prebivalstvo, pa ne samo prebivalstvo, ki je tam, ampak posledično se dogajajo tudi druge zadeve, ko oni bežijo od tam, kjer se ta hudodelstva dogajajo. In ravno zato to potrjuje pomembno vlogo preprečevanja hudodelstev, med njimi tudi genocida. Odgovornost zaščititi pomeni, da ima vsaka država dolžnost, da na svojem ozemlju ščiti prebivalce pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Mednarodna skupnost pa ima odgovornost, da pri tem državam pomaga, da se preko OZN uporabijo vsa primerna diplomatska, humanitarna in ostala miroljubna sredstva. Že na podlagi že sprejetih mednarodnih, političnih in pravnih zavez, ki so povezane s preventivnim delovanjem v okviru širšega razumevanja načela R2P, tako kot je analizirano v eni publikaciji, ki smo jo lani izdali tudi v slovenščini, okvir za prepoznavanje grozodejstev. Tam je možno videti, kakšni so riziki, kazalniki in sprožilci, ki lahko pripeljejo do teh najhujših dejanj. In letos, ko smo organizirali že 3. regionalno srečanje ob 3. akademski konferenci za odgovornost zaščititi tukaj v Ljubljani in smo povabili na srečanje vse evropske kontaktne točke, na konferenco pa kar globalne strokovnjake iz vsega sveta, smo sprejeli tudi vodilo za evropske ukrepe v zvezi z odgovornostjo zaščititi in preprečevanjem množičnih grozodejstev, torej priporočila, ki se nanašajo na okrepitev nacionalne in regionalne odpornosti družb
V angleščini resilience, to je beseda, ki se precej pogosto uporablja, saj če so družbe odporne, je bolj verjetno, da se bojo zoperstavile tem procesom, ki lahko pripeljejo do grozodejstev. Naprimer, nedavna odločitev o obsodbi zločinca Ratka Mladića po več kot 2 desetletjih od storjenih hudodelstev je znak, da mednarodna skupnost ne tolerira nekaznovanosti za množična grozodejstva. Pa vendar se populizem in nacionalizem širita globalno kot nalezljiva bolezen tudi na našem kontinentu. Vse bolj pogosto se dogajajo kršitve človekovih pravic. Z obžalovanjem pa lahko ugotovimo, da nihče ni imun na kršitve človekovih pravic. Bolj, ko so države šibke, bolj so nagnjene k temu, da se vzpostavlja avtoritarnost, celo tudi tam, kjer je dolga leta prevladovala demokracija. Nad tem se je venomer potrebno zamisliti. Zaskrbljujoče je tudi, da se strah spodbuja in izrablja z zatrjevanjem, da je za razne rešitve potrebno omejiti pravice tako imenovanih drugih, kdorkoli to je. Res je prav nasprotno. Človekove pravice so univerzalne, veljajo za vse. Univerzalnost tudi zahteva, da so zagotovljene vsem. Njihovo nespoštovanje povzroča trenja, napetosti in potencialno tudi konflikte, zato je potrebno preprečevati kršitve človekovih pravic. Tudi nasilje je povsod prisotno, od družine do družbe in med različnimi skupnostmi. Razne kršitve imajo lahko tako globalne posledice, tudi zato nam v Sloveniji ne sme biti vseeno, kaj se dogaja drugje. Kot članica Sveta OZN za človekove pravice v obdobju 2016 do 2018 in kot država, katere moj kolega, stalni predstavnik, veleposlanik, je bil prav pred nekaj dnevi izvoljen za predsedujočega temu Svetu za človekove pravice v letu 2018, imamo še posebno odgovornost opozarjati na človekove pravice, opozarjati na načelo odgovornosti zaščititi s poudarkom na preventivnem delovanju. Svet za človekove pravice s svojimi mehanizmi, kot je univerzalni periodični pregled, posebni poročevalci in preiskovalne komisije in rezolucije, predstavlja sistem zgodnjega opozarjanja, obveščanja in bi moral spodbuditi tudi zgodnja aktivnost za zoperstavljanje negativnim pojavom. Torej, potrebno je storiti vse za univerzalno spoštovanje človekovih pravic, ter tudi zgodnje delovanje z aktivnostmi za preprečevanje teh procesov, ki lahko v določenih okoliščinah vodijo v grozodejstva. Nobeno grozodejstvo v zgodovini se ni zgodilo čez noč. Zmeraj je potekal en proces pred tem. In ravno zato je potrebno ozaveščanje, izobraževanje, usposabljanje o človekovih pravicah, saj bodo ljudje, tudi otroci, ki spoznajo in poznajo svoje pravice in se naučijo spoštovati pravice tako imenovanih drugih, bolj verjetno znali svoje odprta vprašanja, probleme in potencialne konflikte reševati na miroljuben način. Torej, ključno je graditi to odpornost tudi skozi ozaveščanje in današnji dan je namenjen ravno temu. Pri naslavljanju aktualnih izzivov, naprimer pri pomoči sočloveku v stiski, je pomembna tudi srčnost, da tega ne pozabimo. Racionalno sprejemanje, pa tudi čustvena in vsestranska podpora, zdravorazumsko delovanje, solidarnost, pa tudi prenos znanj in veščin na horizontalni ravni in tudi medgeneracijsko. In zato sem še posebej vesela, ker vidim tukaj skoraj vse generacije. Pred zaključkom naj povem, da ima odgovornost zaščititi, ima visoko uporabno in relevantno vrednost in to načelo je potrebno učinkovito izvajati. V današnjem diplomatskem diskursu je nekako kar dano ob stran. Ne govorim o Sloveniji, govorim globalno. Pa vendar, tako kot je univerzalna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 še vedno v
v preteklih skoraj 7 desetletjih in danes povsem relevantna, ne glede na številne hude kršitve človekovih pravic po vsem svetu, ki jih je seveda potrebno preprečevati in se jih marsikdaj ne preprečuje dovolj učinkovito, ostaja tudi relevantno novo načelo. To novo načelo iz leta 2005, odgovornosti zaščititi, ostaja fundamentalno pomembno. Ne glede na to, da obstaja toliko kršitev in toliko populacij v različnih državah ni zaščitenih. Torej je bistveno, da se nadaljuje z razvojem ter ozaveščanjem o pomembnosti človekovih pravic in odgovornosti zaščititi in da se oboje učinkovito uveljavlja v realnih situacijah po vsem svetu. Na tem mestu bi dejansko želela se zahvaliti vsem, ki v teh procesih delujete. Tukaj vidim zelo veliko ljudi, ki se ukvarjate z promocijo in uveljavljanjem človekovih pravic, tudi na aktivistični ravni, tako da sem izjemno vesela, da ste danes tukaj in boste morda v razpravi podelili tudi vaše poglede in seveda bi se izjemno zahvalila našim današnjim gostom, s katerimi se bo pogovarjala Saša Petejan. Zgodila se je ena sprememba. Danes bi tukaj morala nastopiti tudi profesor dr. Maca Jogan, pa je imela danes zjutraj nenapovedano operacijo in zato je ni med nami, ampak je pa dala mandat svojemu soprogu, da pride namesto nje, tako da bo on podelil nekaj svojih misli in njenih misli, kar sem zelo hvaležna. Torej ne bomo imeli samo izjemne ženske, ampak tudi izjemne može. Tako da hvala lepa za ta uvod in zdaj bo nadaljevala kolegica Marina, ki je pravzaprav gostiteljica tega dogodka. Hvala lepa. Dovolite še par besed meni, da vas kot gostiteljica, se pravi predstavnica Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti prav lepo pozdravim, se posebej zahvalim, ker ste si vzeli čas, da boste preživeli te urice z nami v pogovoru z našimi aktivnimi gosti, ki so se pozitivno odzvali na naše povabilo. Temu, kar je Blanka uvodoma povedala, bi morda kot sociologinja dodala le še nekaj utrinkov, ki so pomembni, da razumemo to povezavo med genocidom in človekovimi pravicami, ne skozi diadno ekstremno mišljenje, ampak skozi spiralno povezavo razvoja družbenih odnosov, skozi zgodovinsko dinamiko, v smislu, da vsakršni genocid, preden se zgodi, zahteva razčlovečenje populacije, ki je potem v nadaljevanju deležna ekstremnega nasilja in poboja, kadarkoli v zgodovini ali danes. Analiziramo genocide, bomo videli, da je na strani storilcev predhodno izvedeno razčlovečenje populacije, ki je potem deležna nasilja, torej lahko na nek način oziroma moramo gojiti vedenje, da prvi koraki proti genocidnemu ali etnocidnemu ravnanju ali ravnanju neke socialne izolacije se začnejo z nevidnimi drobnimi koraki, ki jih lahko sledimo morda že v družbi, v kateri živimo, če govorimo o populaciji romske etnične skupnosti, recimo pri nas. Odgovor na genocid med drugim je bil v zgodovini tudi v platformi univerzalnih človekovih pravic, kjer je z vidika, o katerem govorim, še posebno pomembno gojiti univerzalno pravico do človeškega dostojanstva. V trenutku, ko človek izgubi družbene možnosti dostojanstvenega življenja, se morajo v tej družbi začeti preizpraševati, kaj in kako je nujno ravnati, da se pogoje dostojanstva vrne populaciji ali posameznikom nazaj. Se pravi, zagotoviti je potrebno družbeno-politične razmere, v katerih imajo vsi ljudje, vsi prebivalci
z državljanstvom ali brez, multietnično, multiversko in multi gledano, pogoje za dostojno življenje. In kje je znotraj tega Slovenija danes? Zakaj to tako izpostavljam? Morda je najbolje, da citiram besede profesorice, doktorice Alenke Šelih, naše ene redkih akademkin. Kot veste, jih imamo samo 8 med članstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ona je 21. novembra v intervjuju izjavila, da ko razmišlja o razmerju političnih in socialnih pravic v Sloveniji, je potrebno izpostaviti, da včasih smo živeli v družbi, državi, kjer smo imeli manj političnih in več socialnih pravic in da zdaj žal živimo v družbi, državi, kjer imamo več političnih pravic in vse manj socialnih pravic. Skozi to je izpostavila erozijo, uničevanje socialne države, temu pa mi dovolite, da dodam, da uničevanje socialne države se pri nas kaže skozi dejstvo, da vse več ljudi drsi v absolutno revščino. In vprašanje je, ali tako reven človek dejansko ima pogoje za dostojno življenje. Najlepša hvala, zdaj bi pa v bistvu povabila goste, da nadaljujejo. Hvala lepa predhodnicama, gostiteljicama, izredni profesorici, doktorici Marini Lukšič-Hacin in veleposlanici magistri Blanki Jamnišek. Veleposlanica Jamnišek, vam še posebej hvala za delo na mednarodni ravni, s katerim si prizadevate tako za zaščito človekovih pravic kot za preprečevanje genocida. Dober dan vam, slušatelji. In hvala, da ste se odzvali po vabilu na pogovor s 3 izjemnimi ženskami. Danes ste izvedeli, da bo ena manj, da bo med nami tudi izjemen moški in zastopal, tako kot želi, izredna profesorica, doktorica Manca Jogan, da sta oba spola enakovredno zastopana v družbi. Želim si, da bi današnji dopoldan imel dobrodejne učinke za vsakogar med nami. In na oder vabim prvega gosta, to je soproga zaslužne profesorice doktorice Mance Jogan, gospoda Eugena Jogana. Prosim, pridite, zavzamite enega od stolov. Samo malo, morda sem se zmotila pri imenu. Savin. Pardon, se opravičujem, Savin Jogan. Gospod je tudi predsednik združenja Tiger. In danes, kot sem razumela, boste govorili v imenu vaše soproge. Dan bomo prilagodili, improvizirali in videli, pri katerih vprašanjih se lahko srečamo, kateri so pa osebna zanjo. Kot drugo gostjo prosim, da se nam pridruži profesorica doktorica Vasilka Sancin. Mednarodna pravnica, mednarodna pravnica, slovenska kandidatka za mesto v odboru Združenih narodov za človekove pravice, je predstojnica katedre za mednarodno pravo in inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose, vodilna strokovnjakinja za načelo odgovornost zaščititi. Je tudi mentorica prve klinike za varstvo okolja, kjer so letos pripravili analizo o manku pravnih zaščit za okoljsko razseljene osebe. In kot tretjo gostjo mi je v čas povabiti za omizje primariko, danes uporabljam in se trudim ženskimi oblikami, doktorico Anico Mikuš-Kos. Izvolite. Otroška psihiatrinja, predsednica Slovenske filantropije, humanitarna delavka in publicistka. Bila je direktorica svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani,
Od upokojitve dalje pa izvaja psihosocialne programe za otroke na območjih, ki so jih prizadela vojna dogajanja in terorizem. In če jih naštejem zgolj nekaj, gre za območje nekdanje Jugoslavije, Albanije, Severni Kavkaz, Afganistan, Pakistan, Irak, iraški Kurdistan, Turčija, Gaza in lahko bi nadaljevala. Leta 2005 je bila predlagana v sklopu projekta 1000 žensk za Nobelovo nagrado za mir. Prejela je častni znak Svobode Republike Slovenije za zaslužno delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok in je častna meščanka mesta Ljubljana. Deluje na projektih otrokovih pravic in v branje priporočam njeno knjigo Moje življenje, moje delovanje. Preden nadaljujem z vprašanji, bi želela izpostaviti, da danes obeležujemo dneva, ki sledita. To je najprej mednarodni dan spomina na žrtve genocida, ki so ga predlagali Armenci in leta 2015 na 100. obletnico armenskega genocida tudi dosegli, da ga je OZN sprejela in potrdila. Od tega leta, kot smo že slišali, tudi Slovenija obeležuje ta dan 9. decembra. 9. december je bil izbran, ker je na ta dan leta 1948 Organizacija Združenih narodov sprejela konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. S tem jo štejemo za prvi tovrstni splošni mednarodni akt na temo človekovih pravic. Slovenija je podpisnica konvencije od leta 1950. Dan potem v New Yorku, 10.12.48, OZN sprejme še deklaracijo o človekovih pravicah. In prisedla se bom našim gostom, spila požirek vode. Ja, bom zamenjala, izvolite, to pa zdaj za vas. Tako. Izhodiščno je bilo mišljeno, da imajo vse tri naše gostje izkušnjo z genocidom, ali osebno, ali poklicno. Ali pa celo oboje. In prvo vprašanje je bilo namenjeno doktorici Joganovi, vendar bom zdaj začela z doktorico Mikuš Kosovo. Nam lahko razložite, zakaj je bilo Armencem ali pa kakšni drugi skupini žrtev tovrstnega hudodelstva pomembno, da se na mednarodni ravni obeleži tovrsten zločin? Verjetno je več razlogov. Eden je gotovo iz spoštovanja do tistih, ki so bili pobiti v genocidu, do spoštovanja do tistih, ki so si prizadevali, da genocida ne bi bilo. In seveda drugi razlog je ta, da bi spomin ostal živ kot opomin na to, kaj se lahko zgodi in kot nek način preprečevanja, da se ne bi ponovno zgodilo. Kaj nam lahko vi, gospod Jogan, odgovorite, odkot človeška potreba tudi 100 let po krutih dogodkih, v bistvu takrat je bilo ubitih okrog 1 milijon ljudi, iztrebljena cela jezikovna skupina, izumrl je jezik zahodna armenščina. Kakšen odgovor nam vi lahko ponudite? Ob tej 100-letnici imamo Slovenci tudi 90-letnico upora zoper eno od najbolj strahotnih gibanj na tem področju zatiranja človekovih temeljnih pravic, fašizma. Letos je 90 let od ustanovitve društva Tigar, ki ni edino društvo, ampak ki je pravzaprav najbolj razpoznavno v tej množici različnih skupin, organizacij, gibanj, ki so želela takrat na licu mesta udariti, odgovarjati na zlo, ki bi moralo biti preseženo. Nekateri so Tigru očitali to, da je bil teroristična organizacija, ampak terorizem je to, da ti v imenu ali na račun nekoga, ki stoji za tabo in želi uveljavljati svoje interese, ti so bili zelo močno povezani z ljudmi, katerih interese so poskušali zaščititi in zavarovati, tako da gre tu za
po mojem zelo posrečeno simbiozo in enega operativnega, tudi udarnega oboroženega gibanja in občutka za nujne eksistenčne potrebe ljudi. Ta potreba, da se reagira v tej taki situaciji, je žal, poudarjam dvakrat, tudi danes aktualna. Ob teh fašističnih gibanjih in poskusih, ki se vrstijo po Evropi, ob vsakih volitvah dobimo nove fašistične ali skrajne stranke v parlamentih, seveda zahteva drugačen pristop, drugačno metodo, razdelan program, ampak stvar je aktualna in je tu. Tako da mislim, da bi morali pri tej zgodovinski liniji se postaviti in poskušati napraviti ene uporabne korake naprej. Hvala lepa. Torej ne zgolj spominjanje, vendar tudi opominjanje in prepoznavanje, o čemer smo že načeli danes v predstavitvah govore. Doktorica Mikuš Kosova, na svoji poklicni poti in pozneje ste opazovala odrasle in otroke, pregnance in begunce, ki so ali doživeli vojno, ali zbežali pred vojno, izgubili svojce ali pričali grozodejstvom in če naštejem, mučenjem, poškodovanjem, posilstvom, umorom, ubojem. In tudi sama ste, tako kot doktorica Joganova, izrasla iz skupnosti, ki jo je želela neka druga skupina ali podrediti, ali uničiti, ali pa potujčiti. Danes vas prosim, da našo pozornost premaknete na tisto najpomembnejše, kar naj vidimo in v kar naj gledamo danes. Veste, jaz sem otrok druge svetovne vojne in nisem samo v poklicnem delu srečevala ljudi, ampak 36 mojih sorodnikov je bilo pobitih v koncentracijskih taboriščih. To so bili Židje, to je bila njihova krivda. Videla sem vozove polne trupel ciganov, tako smo takrat rekli, ki so se vozili mimo naše hiše v Zemunu, kjer smo stanovali, ki so jih Nemci pobili. Tako da, mislim, to mi je nekako blizu. Zdaj, na kaj naj se skoncentriramo pri tem? Čisto zasebno bi rekla, jaz se moram skoncentrirati na to, da z vsem tem živim in da ne obupam. Ker toliko je zla na tem svetu in to zla, ki ostaja kljub strašni informatiki, ki jo imamo in ki kontrolira vsako gibanje moje, vejo točno, kakšne bolezni imam, koliko denarja, kaj mislim, komu pišem in tako naprej. Kljub združenim OZN-u in množici drugih društev, pravzaprav pošteno povedano, vsa ta organizacija ostaja na nek način nemočna proti zlu, ki se širi. Saj vemo, da nikoli ni bilo toliko beguncev, kot jih je sedaj. Suženjstvo je še kako razraščeno in se vse bolj razrašča. Torej, ob tem dejansko lahko postaneš pesimističen in si rečeš, se nič ne spreminja, se nima smisla sploh kaj početi. In zdi se mi, da pri tem moramo biti usmerjeni, koncentrirani v dobre in pozitivne stvari, dejanja, dogajanja ljudi, ki vendarle obstajajo ob vsem tem zlu. In pazi, da zlo ne zasenči dobro in da na nek način ne postanemo tudi sami sužnji zla, bodi si kot izvajalci, bodi si kot žrtve zla. Hvala lepa. Doktorica Sancinova, vrniva se k armenskemu genocidu. Ko sem se pripravljala, sem prebrala, da smo tvegali v zgodovini, da bi obveljale Hitlerjeve besede, ki je v pripravah, v navednicah, na dokončno rešitev židovskega vprašanja izjavil, kdo pa se danes sploh še spominja iztrebljanja Armencev. Ko sem to prebrala, sem predvidela, da je kaj takega lahko rekel samo zato, ker tedaj v času dogajanj grozodejstev ni bilo ostrega mednarodnega odziva ali ukrepanja, morda je šlo za odsotnost politične volje, ne vem. Ampak potem sem pa tudi prebrala, da je genocid zločin, ki ga je najtežje dokazati. A to drži?
Najprej lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in res zahvala za to odlično sodelovanje pri soorganizaciji tega dogodka tudi v imenu naše fakultete in seveda Univerze v Ljubljani. Če pa se zdaj vprašava, kako je z predvsem dokazovanjem in pregonom odgovornih za genocid, pa drži, da je v bistvu čisto po teh znakih tega kaznivega dejanja, ki zahteva poseben obarvan naklep. To je eno najtežje dokazljivih ravnanj in to se je potrdilo tudi v mednarodni judikaturi. Če pogledamo recimo sodbo Meddržavnega sodišča v Hagu v sporu med Bosno in Hercegovino in Srbijo oziroma Hrvaško in Srbijo, kjer je sodišče ugotavljalo, šlo je seveda za spor med državama, ne za individualni kazenski pregon in zato jo omenjam, ker je morda pomembnejše za širši kontekst, ali je prišlo torej na območju Bosne in Hercegovine in Hrvaške do genocida in pravzaprav potrdilo obstoj tega kaznivega dejanja v Srebrenici, vendar pa ni uspelo zadostiti svojega testa pripisljivosti in pa nasplošno kršitve prepovedi genocida, da bi ga lahko pripisalo Srbiji. In edino, kar je bila Srbija obtožena pred meddržavnim sodiščem, je bila v bistvu opustitev, da bi storila več, da bi ta genocid preprečila oziroma da bi ustrezno ravnala pri pregonu tistih posameznikov odgovornih. Tako da vidimo, da v bistvu na mednarodni ravni nismo doživeli neke sodne obsodbe državne politike, če se pogovarjamo o tem, za genocidna dejanja. In morda je ta standard postavljen previsoko, se pravi, kar je treba dokazovati, katero vse dokaze je treba predložiti za to, da bi to dokazali, ampak po drugi strani pa je verjetno tudi treba upoštevati, da je nek cel narod označiti za genociden narod, odločitev, ki ima lahko zelo, zelo daljnosežne posledice in ki vodi v spiralo v bistvu novih frustracij, ki lahko v naslednjem ciklu nasilja pripelje do ponovne ponovitve tovrstnih dejanj. Tako da to je v bistvu težko vprašanje, ki ni samo pravno, to sem želela povedati, ampak res pravno pa je genocid težko dokazovati, namreč ta specialni naklep, dolus specialis, da je imel to storilec ta obarvan naklep, da iztrebi v celoti ali delno neko skupino zaradi zgolj narodnosti, etnične pripadnosti, vere, nekaj posebnega. Hvala lepa, vidim, da gostja. A smem reagirati na to, se opravičujem, če bom malo podrla strukturo tega pogovora in malo neznanstveno reagirala, ampak, a veste, meni je popolnoma vseeno, kako označujete to, da so pobili 7000 Bosancev. Zame je pomembno, da je bilo 7000 ljudi pobitih v nekaj dneh in pravzaprav je to tisto, kar se mi zdi pomembno. To je eno. Druga stvar je pa to, mi govorimo sicer o genocidu, etnocidu, ampak razmišljam o tem, da vsak dan umre, številke si nisem zapomnila, je pa grozna, ne vem koliko otrok zaradi lakote. Kako pa to imenujemo? A to imenujemo socialni infanticid, ker to so revni otroci. In to je pravzaprav zločin ne države, ampak zločin kapitalske družbe ali pa naše družbe, kot jo imamo. Tako da, ne vem, mene na nek način vznemirijo teoretične razprave o množici mrtvih ljudi in o tem, kako smo mi strpni in tolerantni do tega. Ali pa nemočni, da kaj spremenimo. Zelo dragocena aktualizacija in opomnik vsem nam. Hvala lepa. Mislim, da je ravno naslednje vprašanje, ki ga še zastavljam vam, doktorica Sancinova. Najprej je bil povod intervju v sobotni prilogi. Odgovarja ravno glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, Serge Bramerc, če sem pravilno izgovorila. In on izpostavlja v bistvu, da storilci vojnih zločinov ne govorijo jezika prava. Torej, da storilci ne razumejo vprašanj, ki so jim zastavljena. On se je v tem primeru nanašal na Ruando.
In usporedno vprašanje je pomembno tudi zato, kar ste vi omenila, in gre za to, ali mi v današnji družbi, ko beremo o revščini, ko beremo o težavah otrok iz revnih okolij na ravni šolanja, ali ko smo se pogovarjali o plačani malici za otroke, ali ne razumemo vprašanj, ki se nam jih zastavlja kot družba za naše sodržavljane. Ampak če se najprej vrnem k zločinom na ravni genocida, če govorimo, in se danes tega spominjamo, ne? In podobno, tako kot storilci ne razumejo vprašanj, zakaj so neko dejanje počeli, se je izkazalo, da tudi nedavno obtoženi, a ne Mladić, ni razumel obtožbe. Nam lahko kot pravnica podate eno odgovor, odkot to njihovo nerazumevanje? No, moje mnenje je, da kot ste omenila, na podlagi današnje dostopnosti informacij in ne nazadnje vseeno ene ravni izobrazbe vsaj teh slojev najvišjih, ki sprejemajo odločitve o tovrstnih politikah, ne moramo govoriti o nerazumevanju oziroma o nepoznavanju, lahko govorimo o sprenevedanju in zanikanju. Zdaj tu poteka v mednarodni razpravi neka potekajo razmišljanja o tem, ali je vedno bolje za celotno družbo in njeno prihodnost ustrajati na res dosledni kaznovanosti vseh posameznih storilcev, ali je včasih dobro naiskati druge metode iskanja sprave, ki bodo omogočila nadaljnje sobivanje med zločinci in pa žrtvami. Tako da tu nekateri menijo, da morda ni najučinkoviteje vedno poiskati vsakega, ki je sodeloval pri izvrševanju teh hudodelstev. Seveda ne moramo govoriti o nekaznovanju tistih najvišjih, ki so te odločitve pravzaprav sprejemali, zato da bi družba lažje preživela. Ampak recimo, če izhajamo iz mentalitete teh odgovornih politikov ali pa vojaških poveljnikov, in tako je pa dostikrat tudi to, da seveda oni ocenjujejo svoj položaj v luči tega, ali se zdaj predati in v bistvu pa biti seveda predmet sodnih postopkov, ki bodo nedvomno sledili, ali vztrajati na svoji poziciji moči do konca, ker samo tako se lahko obranijo kazni, ki bo neizogibno sledila, kar smo ravno videli zdaj na primeru Mladića, čeprav po toliko časa, ampak kazen je prišla. In pogosto se sprenevedajo in izražajo neka svoja prepričanja o upravičenosti tovrstnih ravnanj, ravno zato, da bi se ohranili na tej poziciji moči, ki jim včasih daje celo imuniteto, kar smo zdaj za razvojem mednarodnega kazenskega pravosodja končno prešli, da se ne morejo več skrivati za tovrstnimi imunitetami, vendar seveda to velja samo za države pogodbenice Rimskega statuta, oziroma če uspemo prepričati Varnostni svet Združenih narodov, da situacijo napoti na to sodišče, ampak vidimo, da naprimer že na primeru Sirije taka pozicija, taki predlogi ne pridejo skozi. Hvala. Lahko še vas pa vprašam, omenila ste, in težka beseda je infanticid, in v bistvu ste nam nekako pozvonila na našo vest, da v bistvu znotraj naše družbe sredi Evrope dopuščamo nekaj, kar morda ne bi smeli. In tudi tukaj gre za vprašanje. Vi ste aktivna na področju zaščite otrokovih pravic in ste tudi delovala na področju tega, da bi se zagotovilo nekatere stvari za otroke v Sloveniji. Dajte nam odgovoriti, kaj pa vas niso slišali odgovorni, ko ste jih naslavljala? Česa niso razumeli, ker do rezultatov ali pa do izboljšanja zares ni prišlo? Ja, mislim, da je to osnovno razumevanje, koliko si želimo enakopravnost, enakost, bratstvo, koliko pa pristajamo na to, da je vse manjše število ljudi, poseduje vse več denarja. Mislim, da gre za to osnovno dilemo. In seveda, če ostajaš pri logiki kapitala, je razumljivo, da ni posluha, ni razumevanja za druge reči. Ampak, veste, v Sloveniji je to še krasno, če smem reči, tudi če si reven, je krasno v navednicah. Tako. Dosti huje je to drugje, je pa še ena stvar s to revščino, na katero moramo opozoriti. Danes v Sloveniji otroci ne umirajo od lakote, revni otroci, ampak obstaja pa nekaj, namreč
da se gremo na znanost, kar raziskave potrjujejo, da so otroci prizadeti zaradi neenakosti. Vedno navajam primer, v vrtcu mojega vnuka, 5-letna punčka pravi, mene ne vabijo na rojstne dneve, ker sem revna. In res je to. Zatem stoji logika, ona ne bo prinesla dobrega darila, njena mama nas nikoli ne bo povabila na rojstni dan, ker to je rojstni dan teh otrok, ki se dogajajo v hotelih, v bazenih, v kegliščih in tako naprej. Ta mama revna ne bo tega priredila. In otroci se že v predšolskem obdobju zavedajo, da so nižja rasa, druga kategorija. Je to na nek način tudi pravzaprav, kako bi rekla, skupinsko določeno, ni sicer etnična različnost, je pa socialna različnost. Hvala lepa za to. V bistvu se približujemo nečemu, kar sem želela speljati pota, in je bilo naslednje vprašanje za doktorico Joganovo in verjetno boste lahko vi, doktor Jogan, odgovoril. Počakajte, da vas pripeljem do tja. Omenila sem prej tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča, ker je pravil, da v svojih izpraševanjih storilcev ne pridejo do jasnega odgovora. Vendar z vztrajanjem so prišli do odgovora in niso prvi. Vendar zakaj so lahko recimo zagrešili zločine 4 dni zaporedoma, ubijali ljudi, ki so se zatekli v cerkev. Zločinec je vsak dan, je to počel 4 dni zaporedoma, vsak dan se je ob določeni uri vrnil domov k svoji ženi in k otrokom in naslednji dan nadaljeval z poboji. In odgovor je bil, da storilec žrtev ni več gledal kot človeška bitja. To smo danes že slišali v nagovoru veleposlanice magistre Jamniškove. In na doktorico Joganovo sem želela to vprašanje nasloviti, zato ker je v bistvu prisilna nemška sodržavljanka. Njeni starši so bili novembra 1941 izgnani v Nemčijo in ona se je leta 1943 rodila v delovnem prisilnem taborišču. Ona osebno ve, kaj pomeni biti podčlovek ali ne človek. In želela sem jo vprašati ne toliko o njeni izkušnji, tudi to, vendar, če ima odgovor in če imate vi odgovor, kaj se zgodi z nami, navadnimi ljudmi v vojni, ko se izmaknemo nadzoru in začnemo početi ali pa izvajati stvari, ki jih običajno ne bi. No, to je težko vprašanje, ki zadeva celo vrsto spletov različnih pogledov na stvar, ampak ona je, če o njej govorimo ne kot bivši, ampak kot tu neprisotni, imela kasneje veliko stikov z Nemčijo. Predavala je na univerzah, bila je gostujoči profesor. Poskušala je v tej razmeroma monolitni shemi, kot si jo predstavljamo, te Nemčije, odkriti ljudi, ki so in takrat se drugače odgovorno obnašali in ki so po vojni poskušali te stvari jasno opredeliti, zavreči, se distancirati do njih, tako da verjetno se je tu konkretno prikazalo, da je pravzaprav eno upanje, da bodoče prihodne generacije vendarle stopnico za stopnico spreminjajo ta temeljni odnos do dogajanj, ki pravzaprav nikoli niso bila niti do konca definirana, niti do konca zavržna. In verjetno je to ena pot. Ona je konkretno recimo razmišljala za naše ljudi, otroke tu, kako jim približati to situacijo. Bom prebral. Prosim. Za mlade v 8. in 9. razredu je predlagala en projekt, ki je zdaj že zaživel, to se pravi obiskovanje Taborske jame. Dogodek, na katerega je to naslonila, bi nakratko opredelil. Pri tej, to je na Kočevskem, pod 9-letnega Vinka in 12-letnega Jakca
Nadaljne šolanje po vojni in samostojno življenje bila krvavo prekinjena v času julijske ofenzive 24. julija 1942 v boju ob Taborski steni. Tega dne se je 9 borcev in 2 borke kočevskega odreda ter 9 prostovoljcev za Tomšičevo brigado, ki so imeli svoje zatočišče v skrivni kraški jami. Takrat so ti bili neenak celodnevni boj z italijanskimi do zob oboroženimi vojaki. Krvavi uvod, tragično dogajanje v votlini v Taborski steni se je začel zjutraj ob 7. uri in ko je bil zahrbtno najprej ubit stražar Tine, za njim pa je bilo z bajonetom pokončano telesce 9-letnega dečka Vinka Kalčiča, 12-letni kurirček Jakec Turk pa je omahnil pod strelom. Ko je z begom poskušal uiti smrti, sta oba dečka pobegnila z kamiona, polnega prebivalcev Kolpske doline, ki so jih italijanski vojaki peljali v internacijo na Rab. Po tem strašnem dejanju se je začel boj, v katerem so partizanski borci, tudi ranjeni, so se branili, dokler so mogli in dokler niso sovražniki z zažigalnimi bombami z nasprotnega hriba pred nočjo zažgali votline. Samo 11 borcev, od tega 5 ranjenih, se je rešilo, ker je partizanka Neška Mulc našla izhod podzemno jamo, za katero prej niso vedeli. Ko so sovražni vojaki prišli v votlino, so zverinsko pobili še 2 ranjena borca. Tako se je mnogim žrtvam, pobitim partizanom, postreljenim talcem, otrokom in materam pridružila nova skupina. Moja soproga si predstavlja, da bi bilo recimo učencem 8. 9. razreda, tak predlog je oblikovala osnovne šole, treba priporočiti obiskovanje te taborske jame in vzpostaviti na ta način duhovni stik z 2 mladima ubitima dečkoma. To bi lahko bila primerna podlaga za začetek razmišljanja in za usodo celotne skupine, ki je tam doživela smrt oziroma mučenje, tako da ne bi zdaj abstraktno govorili o borcih, ki so bili žrtve, ampak bi poskušali vključiti v ta razmislek tudi tiste, ki so slučajno postali žrtve, ampak zaradi tega ta žrtev njihova ni bila nič manj tragična. In praksa je pokazala, iz nekaterih krajev v Sloveniji že vozijo avtobuse osnovnošolcev, ki si to zgodbo na licu mesta ogledajo, jo doživijo v pogovoru s tistimi, ki so bili takrat v njej aktivni, in to bi mogoče bila ena od možnih poti za to, da bi pravzaprav na bolj človeško prepričljiv način se vključili vsi v razmišljanje o tem, da gre za strahote, ki jih je treba za vse večne čase preprečiti. Hvala lepa za ta predlog in za to vrsten predlog izobraževanja in neposredne izkušnje. Jaz bi za vas prosila na to odgovarjanje, ker gre za vprašanje z nami. Nam se lahko zgodi, da se spreobrnemo v zločinca. Ja, to je malo Eichmannova zgodba, ki ne prepozna, da je sploh kaj slabega naredil. Zdaj, jaz sem sicer psihiater in berem o nevroznanosti in vem, da se neke stvari dogajajo v možganih, ampak pošteno povedano ne vem, zakaj ljudje postanejo tako hudobni in morilci in se ne zavedajo. Na to jaz težko odgovorim. Mislim pa, da poleg tega, da opozarjaš, recimo to, kar je gospod Jogan rekel, da se mi zdi zelo pomembno opozarjati na dobro. A veste, to je tudi en mehanizem vzdrževanja dobrega in preprečevanja zla. Spomnim se Bosancev, v času naših balkanskih vojn, bosanski učitelji so sami delali z svojo otroki, temi begunci, in vem, da je en učitelj je rekel, pomisli, a si imel kakšnega Srba sošolca v razredu? In pa so rekli, ja, a je bil kakšen, ki si ga imel rad, ki je bil dober? Pa so našli nekoga. Skratka, je na nek način otrokom pokazal, da tudi med temi Srbi, ki so
pobili 7000 ljudi v Srebrenici, da so bili tudi dobri ljudje in da ne gre generalizirati to na vse ljudi. Tu se mi zdi, da ta odsotnost generalizacije je en zelo pomemben preventivni mehanizem. Hvala lepa. In ravno s tem bi nadaljevala z vami, dr. Mikuš Kosova. Zanima me ravno to. Vi ste v vaši poklicni poti velikokrat srečala ljudi, ki so najprej bili številka na popisnem listu, nato so postali vaši znanci, zelo hitro pa vaši prijatelji. A ne? In zanima me, kako to spremeni človeka. Jaz sem izbrala iz vaše knjige osebo ravnatelja Ibrahima, ki je deloval na Roški, in to sem storila zato, ker je Roška tukaj v Sloveniji. A ne? Navedla ste pa številne ljudi podobne njemu. Kako to človeka zaznamuje? Ja, veste, kar se dogaja z mojo stroko, moja stroka poskuša nadomeščati človečnost. Mi imamo neke psihosocialne programe, strašne psihoterapijo in tako naprej. Veliko tega je možno čisto preprosto nadomestiti s človečnostjo. Ibrahimova zgodba meni malo nerodno govori o tem, ker sem bila v tem primeru jaz ta človek, ampak verjemite mi, takih človekov je ogromno in so mnogo boljši kot jaz in se jaz počutim majhna. No, ampak zgodba recimo mene kot takega človeka je bila taka. Ibrahim je bil ravnatelj šole na Roški, v katero je hodilo nekaj 100 otrok beguncev. So se mu zelo hude stvari zgodile in nekoč je prišel v mojo ambulanto in rekel, jaz ne morem več, pogledajte, kakšne čevlje imam, sram me je stopiti v razred, je imel res popolnoma strgane čevlje, problem je bil pa v tem, da je imel eno ogromno številko noge in ni bilo možno najti čevljev v tej množici robe, ki je bila na voljo. In ker se je meni zdelo zelo pomembno, da on ostane ravnatelj, ker je bil srčno dober človek in je res žarel in strpnost in dobroto in skrb za otroke, je pravzaprav, kako bi rekla, moja visoko strokovna in specialistična naloga in zasluga bila v tem, da sem našla čevlje njegove številke. To je bilo, jaz sem imel 45 ali koliko, zdaj imajo fantje že 47, ampak takrat so bile še manjše noge, da sem našla te čevlje in nabavila te čevlje in da je lahko ponovno nadaljeval z delom direktorja. A veste, to so, mislim, in take človečnosti je veliko. Vi ste prej vprašali, kaj se zgodi, ko ljudje začno nezamisljive stvari početi, ampak v vojnah začno ljudje nezamisljive stvari početi tudi v dobrem smislu. In to mislim, da je res neskončno pomembno. Če dovolite, jaz vedno se sklicujem na zgodbo iz mojega otroštva. Mi smo bili v partizanih, ko so bile ofenzive, sem šla starši v hribe, drugače je mama delovala v neki vasi, kjer je bila zobna asistentka. No in v neki ofenzivi sem jaz bila pač bolna in me niso mogli s seboj vzeti in so me pustili pri kmetu. To je bil najbogatejši kmet v Slavonski vasi, ki čist nič ni ljubil partizanov, zato ker so mu partizani odnesli pa kravo, pa moj oče je bil pisar tam in njegova dolžnost bi bila, da napiše, partizani su uzeli seljaku Garačiću kravu i obavezuju se da će vratiti nakon rata. Jasno, te krave nikoli ni noben vrnil. No, ampak kakorkoli ti ljudje so mene imeli tam pri sebi, so ustašem Nemcem govorili, da sem jaz njihov član družine, pa pravzaprav bil vsak prvi sosed lahko povedal, da to ni res. No, to hočem reči, ljudje, ki niso ideološko bili za partizane, so pravzaprav žrtvovali svoje življenje zato, da sem jaz ostala živa. In takih zgodb najdete še in še in še. In se mi zdi, da ta človečnost, mislim, to je nekaj, kar meni omogoča, da preživim v psihološkem smislu. Drugo je pa to, da to se mi zdi, da tudi drugim ljudem omogoča, da se sklicujejo na dobro in da je to neka protiutež vsemu zlu. Hvala lepa. Ravno ta simbolika ravnatelja Ibrahima in strganih čevljev, ker je v bistvu krasen simbol njegovega dostojanstva, ki ga je še zadnji mejnik njegovega dostojanstva, ki ga je želel ohraniti. Ne? In
Doktorica Sancinova, vam sem podelila to vlogo pravnice, ker danes odgovarjate na vse v zvezi s tem, pa če je to vaše področje delovanja ali ne, vendar odgovorite tudi osebno, kot opažanje razvoja dogodkov v družbi. Ravno to pretekla dejanja poznate in uničenje dostojanstva. Kaj pa sodobna nestrpnost, sodoben sovražni govor, žalitve, pozivi k nasilju, ki smo jim priča tako na družbenih omrežjih, žal pa odkrito povem, da smo jim bili pred kratkim priče na državnem mediju, naprimer v času predsedniških volitev, a ne, diskurs ni vzdržal ravni, kjer bi rekli, da je bilo odsotno celo pozivi k nasilju. Kako komentirate to? Kaj? No, najprej se mi zdi res pomembno, da se zavedamo, da sta prav človekovo dostojanstvo in nediskriminacija dve temeljni vrednoti, na katerih je pravzaprav zgrajen celoten tudi pravni sistem varstva človekovih pravic. Vse ostale človekove pravice na nek način so pogojene z zagotavljanjem človekovega dostojanstva in nediskriminacije. In to je tisto prvo, kar je treba seveda ozavestiti pri vseh ljudeh, namreč zagotovo nismo vsi sposobni zagrešiti teh grozodejstev, vendar smo pa prav vsi zmožni ostati ravnodušni ob tem, ko se dogajajo. In to ne velja samo za grozodejstva, ampak tudi za vse ostale kršitve človekovih pravic. In zdaj v zvezi z vašim vprašanjem, ko se pojavijo prvi znaki ali pa morda ne že celo očitne kršitve človekovih pravic, je na celotni družbi odgovornost, da na to odreagira. Včasih se zdi, da so odločevalci nekako oddaljeni, da so tisti, ki to eklatantno kršijo, nekako zaščiteni, da ne moremo do njih, vendar moje mnenje osebno je, da pač temu ni tako in da lahko prav vsak posameznik prispeva k varovanju v bistvu ali pa saj zagovarjanju varovanja človekovih pravic in to ne zato, da bo s tem koristil drugemu. Se pravi, ne gre za to neko dobroto, da s tem pravzaprav delaš uslugo nekemu drugemu ali pa tretjemu, kakor se včasih imenuje, ampak pravzaprav gre za vzpostavljanje družbe, v kateri bomo mi vsi skupaj lahko polno uresničevali svoje temeljne človekove pravice. In to se mi zdi, da je tisto, kar bi bilo treba seveda poučevati ljudi od prvih let življenja dalje na vseh ravneh in v vseh okoliščinah in okoljih in se pravim, to razumevanje, da ne gre za nekoga drugega, da ne gre za delanje uslug, ne gre za pravzaprav neko dodaten angažma, od katerega ti sam nič nimaš. To se mi zdi popolnoma zgrešeno. Treba se zavedati, da zelo hitro lahko ob tej ravnodušnosti ali pa posem neki apatiji ali pa morda celo načrtni, ignoranci določenih dogodkov, kmalu pridemo v situacijo, kjer bomo sami žrtve človekovih pravic. Slišim, samo komentar sem zdaj slišala. To gre že skoraj za monetarizacijo ali kapitalizacijo človekovih pravic. Če bom kaj pridobil, se bom potrudil, da jih nekako izpostavim. Pardon, povejte. Ja, saj ravno to sem hotela reči. Veste, mi smo tudi mogoče moje zgodbe so izgledali tako kot hvaljenje individualnega dobrega ali pa recimo v nevladnih organizacijah, humanitarnih organizacijah izpostavljamo pomoč posamezniku individualno, ampak mislim, da je nad vse pomembno, da se naredi ta preskok od individualnega na splošno, na neke generalne vrednosti in vrednote, na nek socialni kapital dobrega, na nek socialni kapital zaščite človekovega dostojanstva. In tu mislim, da smo na nek način mogoče premalo aktivni. Res se mi zdi kot nek intelektualni primanjkljaj mogoče v tem našem delovanju, da smo preveč, kar zdaj govorim pač o sedanji situaciji v Sloveniji in delovanju nevladnega sektorja, da smo preveč usmerjeni v tisto pomoč posamezniku, pomoči potrebnemu posamezniku, nam pa na nek način se izmuzne ta višja raven, bolj splošna raven pozitivnega socialnega kapitala. Zdaj ste me še nekaj spomnili in dodajam komentar. Če se obrnemo na dobre zgodbe v Sloveniji, se izkaže, da vedno preprosti ljudje se odzovejo na stisko drugih sodržavljanov.
Mi se danes v bistvu skušamo pogovarjati na ravni tudi države oziroma pravnega reda, ki jih imamo, da bi razumeli, da nam je nekaj zagotovljeno, ne, če lahko samo izpostavim. In doktorica Mikuš Kos, vi ste vedno skromna v svojih besedah in opisovanju tega, kaj ste naredila. Jaz bi želela poudariti. Med nami je oseba, ki je z valom beguncev iz Hrvaške in iz Bosne se odločila, da naslovi svoja poklicna znanja na najbolj ranljivo skupino, to je na otroke. In pogledala je nanje celovito, torej da so to biološka, socialna in tudi psihološka bitja. Vse to je povezala z izobraževanjem in za skupino, v kateri so tej otroci živeli. V tem primeru je lahko to bil begunski center, najbolj pogosto, no, se mi zdi, ne. Ta model, ki ga je ona razvila, da te nekdo pogleda celovito, so v tujini prepoznali, zato deluje po svetu, zato je pomagala, številke otrok gredo v 10 000, ne. Kar je ona še naredila, in tukaj ste rekla intelektualni ali pa akademski manko, ona je učitelje postavila v središče tega modela. Vi ste jih prepoznala, vi in sodelavci, izobrazila, angažirala in motivirala za najbolj pomembne osebe pri razvoju otroka. Dajte nam več povedati, zakaj ste to naredila? Ste želela, da dobijo znanje, izobrazbo ali nekaj drugega? Učitelji se meni zdijo pomembni zato, ker so vsi otroci v osnovni šoli. Zdaj to velja za vse države in za otroke Bosance in za, dobro, v nekaterih državah to mogoče res še ne drži, da so vsi otroci v šoli, ampak vsaj za razviti svet, pa tudi za del nerazvitega ali manj razvitega sveta. V šoli so, če vzamemo situacijo pri nas, so, ne vem, 8-9 let. Jaz včasih v šali rečem, v nekdanji Jugoslaviji iz vojske si se lažje izmuznil kot iz šole. Osnovna šola pride za tabo v bolnico, če si bolan, kjerkoli si, moraš hoditi v osnovno šolo. In to je pravzaprav socializacijski medij, ki lahko za otroke največ stori, jasno, poleg družine, ampak mi zdaj govorimo o otrocih, pri katerih starši iz različnih razlogov ne zmorejo dati otroku nujne podpore, ali ker so sami prizadeti, begunci, traumatizirani, ali ker ne znajo, ali ker nimajo moči, ker je prvi problem, kako najti denar, da boš plačal položnice, če otrok malo manj ali bolj žalosten, je čisto sekundarnega pomena, vprašanje je, kako preživeti. In zato se mi zdi, da je vredno investirati v učitelje. No in to se je res izkazalo zlasti v teh vojnih okoliščinah, kjer so učitelji lahko zelo veliko pomagali otrokom. To je eno. Drugo pa, ko jaz delam na teh raznih področjih, ne vem, Kosovo, Maroko in tako naprej, učitelji so v ruralnih regijah opinion makerji. Jaz ne vem sicer... Mnenjski voditelji, ja. In je pomembno, to je intelektualec, to je vaški intelektualec. In je pomembno, kaj on misli, kako on gleda na vojna dogajanja, kakšne misli on širi, ali ideje sovraštva, ali ideje strpnosti. In se mi je zdelo, da je zelo pomembno učiteljev spodbuditi in dati energijo, ne toliko jih naučiti, kako naj delajo, vsi imajo svojo modrost, poznajo otroke veliko bolj kot jaz, ampak kako jim dati energijo, spodbudo, motivacijo, da prenašajo na otroke tisto, kar se imenuje, ne vem, pomoč, da obvladuješ, da obvladaš vse hudo, kar se ti je zgodilo in da obvladuješ hudo, kar se ti še vedno dogaja. Teme, ki so potrebne tudi med našimi učenci v osnovnih šolah in pozneje tudi srednjih šolah in gimnazijah, se mi zdi. Omenjali smo in današnji dan se je zgodil tudi, da smo danes skupaj tukaj zato, ker obstaja neko načelo odgovornost zaščititi. A ne? Imamo tudi učbenik. To je kot nek seznam dogodkov, kjer
ali pa dejanj v družbi, ki jih lahko pogledaš, odkljukaš in ugotoviš, ali si varen v svoji državi ali nisi, oziroma neka vlada lahko to naredi, če smo mi državljani varni ali ne. Lahko tako poenostavim. Kot nek sistem kakovosti bivanja ali ne kakovosti, zmanjševanja. Standard, ne? Ampak sprašujem pa zato, ker bistvo, kar sem jaz slišala tega načela odgovornosti zaščititi, ki obstaja na ravni Organizacije združenih narodov, je zato, da nam državljanom jamči, da bomo varni, da bomo živeli varno. Zdaj pa sprašujem, skozi to prismo varnosti, vas prosim za komentar, doktorica Sancinova, kako smo bili s tem načelom in prepoznavanjem pojavov, ki je povzročila begunska pot čez Slovenijo, kako smo se odzvali na primer vzponu nacionalizma v Evropi in tudi doma. In ravno nedavno je bil pravnik, dr. Rok Čeferin, v oddaji na Nacionalki, kjer je pa rekel in nas opozoril, da je ravno človekova pravica do dostojanstva in pravica do varnosti, da sta danes najbolj ogroženi. Ne? In tu nekako se mi zdi, da ta načelo odgovornost zaščititi mi manjka. Nihče mi ne pove, kje sem, gledam pa pojave v družbi, ki jih lahko odkljukam v tem učbeniku. No? Zato sprašujem. Ja, no, zdaj, kljub temu, da seveda jaz menim, da je načelo odgovornosti zaščititi izjemnega pomena, pa je treba priznati, da je vsebinsko omejeno. Nanaša se na 4 grozodejstva, to so genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna, hudodelstva in etnično čiščenje. Tako da ne zajame varstva vseh človekovih pravic, zlasti ne recimo ekonomskih, socialnih, kulturnih in ostalega. Zakaj ne? Zato, ker seveda države niso imele težav leta 2005, čeprav ni bilo take lahko dosegljivega konsenza. So bile nekatere države, ki so imele določene pomisleke, pa vendarle na koncu niso glasovale proti sprejemu odgovornosti zaščititi zato, ker težko najdeš svetovnega voditelja, ki bo trdil, da je genocid nekaj sprejemljivega, vsaj tako neposredno, ne? Ali pa recimo vojna, hudodelstva. Medtem, ko kar se tiče zagotavljanja ostalih človekovih pravic, ne, pa vidimo, da tudi niso vse države pogodbenice teh temeljnih mednarodnih pogodb in da imajo zelo različno razumevanje glede njihove obveznosti, njihovega zagotavljanja. Zlasti ekonomskih, socialnih, kulturnih pravic, kjer tudi sama pogodba pravzaprav določa obveznost nekega progresivnega zagotavljanja glede na zmožnost države in vse okoliščine. Tako da tu ni tako jasnega konsenza, da je vse to treba zagotoviti v vsakršnih okoliščinah in to se nanaša seveda lahko potem na izpolnjevanje posameznih konkretnih človekovih pravic, ki se jih pa včasih v zadnjem času žrtvuje na račun varnosti. In ta dialog je pa nevaren, ker seveda takoj, ko začnemo v imenu varnosti žrtvovati, rečemo, ali pa kršiti človekove pravice, se zopet ujamemo v neko zelo nevarno spiralo, ki bo na koncu vodila v ne samo razvrednotenje človekovih pravic, ampak v kaotične razmere, v kateri bo na prvem mestu ogrožena človekova varnost. Se pravi, moje mnenje je, nikoli ne sme biti dovoljeno zmanjševanje varstva človekovih pravic na račun varnosti. To je prva stvar. In druga stvar, ki bi jo pa vsem v tem kontekstu tudi rada izpostavila, se mi zdi pomembna, je pa to, da včasih gledamo zdaj na vse te naše mednarodne pogodbe, pa ustave, ki nam zagotavljajo varstvo človekovih pravic, pa zakonodajo in se sklicujemo na pravno državo, ki mora zagotoviti njihovo varstvo. Ampak seveda pravni sistem je seveda pomemben za dobro funkcioniranje družbe, ni pa vse mogočen. In zelo pogosto je prepozen za konkretne žrtve kršitev. Seveda lahko bo preventivno učinkoval za bodoče, da se jim to ne bo dogajalo generacije, vendar pa v aktualnih situacijah, v konkretnih razmerah se mi zdi še vedno izjemno pomembno, da se zavedamo, da imamo posamezniki, vsi posamezniki izjemno moč
da prispevamo k temu, da si ves čas prizadevamo za uresničevanje človekovih pravic. V trenutku, ko jih jemljemo kot danost, kot nekaj samoumevnega, ne, smo že v bistvu zamudili in zahtevajo vsekakor človekove pravice, vztrajno prizadevanje vsakega posameznika, ki pa v kolektivu potem dobi to moč, da lahko dejansko prepreči situacije, ki postanejo nevarne za posameznike. Sej neverjetno je to, da ste me zdaj opomnila na strah, ki ga občutimo, ko opazujemo družbo, v kateri živimo in naletimo na izraze, kot sem prej rekla, ali pozivov k nasilju, ali žaljenja, ali neenakosti, ali poniževanja. In kaj storimo? Ostanemo skoraj vkopani, ali postanemo kritični, ali negativni, da rečem. Hkrati pa se obračamo na potrebo po vedno večjih določilih ali zakonskih predpisih, kako ravnati, da bi več nas bilo, ki vemo. A vas lahko sam še eno stvar, ker sem želela sam še to dodati v zvezi z temi vali beguncev, migrantov, ki ste omenjali. Recimo, tu vidimo, kako v bistvu je na neki točki tudi v Sloveniji postala situacija kar zastrašujoča, v smislu možnih odzivov tudi naših oblasti, tudi za spremembe zakona o tujcih, ki so bile sprejete, po mojem mnenju ne. Ustrezajo vsem že sprejetim mednarodno-pravnim standardom, bomo videli, kako se bo do tega opredelilo naše ustavno sodišče. V tisti situaciji se mi je zdelo pomembno, da je tudi veleposlanica Jamniškova, kontaktna točka, opozarjala, da bi lahko razmere v teh nastanitvenih centrih pripeljale do situacije, ki bi že pomenila lahko neke kazalnike, ki lahko vodijo v človeku nedostojno življenje, mučenje in tako naprej, kar seveda ne bi bilo skladno z našimi prizadevanji za odgovornost zaščititi, ker mučenje sodi v več teh kategorij. No, ampak še pomembnejše se mi pa zdi to, da smo zdaj videli, da je tudi znotraj Evropske unije pravzaprav prišlo do več sprožitvenih mehanizmov proti državam, ki tako brez zadržkov pravzaprav zavračajo to pomoč ljudem, ki so jo potrebni, ki so prebežali na območje Evropske unije, pa ni važno, ali so begunci ali imigranti v smislu tistih, ki iščejo boljše življenje. Do osnovnega človekovega dostojanstva je pravičen prav vsak, ne glede na to, je begunec ali ne. In tu se mi zdi pomembno, da se je komisija odločila, da bo dejansko sprožila tožbo proti Madžarski, Poljski in Češki, ki zavračata pomoč tem ljudem, ki so se znašli na območju Evropske unije. Hvala lepa. Hvala. Doktorica Mikuš Kosova, tema beguncev je za vas vedno aktualna in že pred leti ste opozarjala, da ne bo tako preprosto, vendar tukaj se je izkazalo, kolegico na moji levi sprašujem o nekih zakonskih okvirih, vi ste pa oseba akcije na terenu, veste, kaj je potrebno narediti, kako to narediti, sama ste ustvarila model. Kaj pa vi porečete na to potrebo, ko se kot državljanka oziram navzgor proti zakonodajalcu, da mi bo povedal in potrdil, da se dogaja, da opažam nekaj, kar ni primerno, kar bi bilo potrebno zaustaviti? Ja, nasploh zakonodajalci, ne mislim zdaj samo na Slovenijo, ampak denimo na Evropo, ne vem, tako človek je malo rezerviran do njih, bi rekla blago. Bi pa rada na to opozorila, da med zakonodajalcem in posameznikom, kdorkoli je že ta posameznik, je nekaj, kar se imenuje socialno tkivo, civilna družba, ne vem, kakršnokoli. Mi, kar tako, mi ljudje. Ja. Ampak mi ljudje v neki organizirani mreži medsebojnih odnosov, ne mislim zdaj posameznik. In se mi zdi, da v tem socialnem tkivu je dosti slabega, to smo že slišali, je pa tudi dosti dobrega, samo tisto dobro ne pride do izraza. Pride do izraza tisto, kar je glasno, kar je agresivno, kar je proti, kar je sovražno, medtem ko tiste dobre stvari, strpne stvari pa ne pridejo niso tako vidne. In se mi zdi, da nekako dve stvari. Ena, kar tudi sama sebe očitam, se mi zdi, da bi morali biti bolj glasni kot člani tega socialnega tkiva, tistih ljudje, ki dobro mislimo, ali kako že to piše v Zdravici. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa tudi, da bi na neki ravni
kako bi rekla, filozofski ravni morali več razmišljati o tem socialnem tkivu, da smo v tej individualistični družbi preveč usmerjeni v posameznike, v različnih perspektivah, posameznik kot slabi, dobri in tako naprej. Potem seveda je tu država, ki je, ne, in hvala Bogu, da je, no, ampak da nekako premalo razmišljamo, da je v naši zavesti premalo prisotna moč socialnega kapitala v družbi. Torej, vi pravite, da je potrebno verjeti v posameznika, drži, ampak povezanega posameznika v skupnost, a ne? Glejte, veliko dobrega ste naredili, vendar ker se pogovarjamo o človekovih pravicah in ker je zdaj po svetu zelo aktualno gibanje Me Too, kjer opozarjajo na spolno nasilje oziroma tudi na zlorabo moči v patriarhalni družbi. Konkretno za vas me zanima, ste delala z begunci in pregnanci v Sloveniji in po svetu. Ste prejela kdaj grožnje? Ste bila kdaj zmirjena, žaljena zaradi svojega delovanja? Ja, eno je, da sem se identificirala z vsemi temi, zoper katere je bil sovražni govor prisoten. Včasih so mi tudi neposredno po telefonu grozili. Enkrat sem nekaj napisala o beguncih v sobotno Delo in potem sem gledala tiste komentarje, ki jih menda ne bi smeli objaviti, pa po moti so bili objavljeni in sem videla na internetu je bilo okrog 60 komentarjev, 69 je bilo najhujših, mislim, od tega pa razširi noge Arabcem, mislim, torej najbolj vulgarnih in agresivnih. En je bil pozitiven, to je bilo pa od ene gospe iz Slovenske filantropije, najbrž sem se jih zasmilila, vedno pravim, pa je zato napisala pozitivno mnenje o mojem članku oziroma vsebini. Tako, ampak po drugi strani sem pa slišala tudi veliko dobrega in veliko spodbudnega. Doktor Jogan, vaša žena, kako se vaša žena odzove, če ji kdo reče, da je feministka? Ja. Vprašanje je na mestu, namreč njegova žena se je zavzemala za enakost spolov v bivši Jugoslaviji. Več klicev je dobila, ne? Ampak najprej mi, kako se odzove, ko ji nekdo reče feministka, potem bomo pa na tisti drugi del vprašanja šli. Je to za njo žaljivka ali kompliment? Ne, ker se iz konteksta vidi, da ni kot kompliment, ne? Samo tu v Sloveniji ali tudi po svetu? Ne, tu recimo, pogovorih, ki jih je imela na televiziji in tako naprej, jo en moški večkrat poskušal na ta način napadati in potem mu je odgovorila pač, da to ni njen problem, če je njegov problem, naj pač poskuša kako se drugače obnašati pa gledati na to družbo, ne, v tem smislu, ampak teh odzivov je razmeroma veliko, ne. In je ona kdaj prejemala grožnje, žalitve, je bila kdaj zmirjena za svoje delo? Ja, tudi anonimna pisma, ki razčlenjuje vse te elemente, stvari, za katere se zavzema, pa pravi, ne gre v kakšno drugo državo, tu imamo svobodo, vse stvari delujejo, tako da pravzaprav teh takih tudi travmatičnih situacij za posamezne ljudi je več, ki jih poskušajo potem na take načine razreševati. Doktorica Joganova je sredi 70-ih let minulega stoletja pridobila mnoge pravice za nas, ženske, predvsem v akademskih krogih, a ne, in poskrbela za enakost. Kako je živeti z nekom, ki želi enakost spolov? Ja, v redu, mi dva sprejemava to, ne? Vi dva sprejemata to. Vaša žena je tudi sedaj zelo aktivna in na spletu je objavljena brezplačna knjiga z naslovom Katoliška cerkev in družbeno zlo. Vaša žena se je lotila pisati na podlagi temeljite analize in v njej opozarja ravno o temu, da nam med prsti polzijo pravice, za kateri smo mislili, da so dosežene zavedno. Ali veste kaj, nam lahko poveste, katere pravice je ona identificirala, da nam polzijo med prsti zaradi
vmešavanja vire v vsakdanje življenje, ne, ker le smo laična. Za to lažbo bi vam povedal, da po 2 letih še ni dobila založnika za to knjigo, tako da stvar miruje. Ne. K sreči je še zmeraj aktualna in verjetno jo bo še Vsak med nami jo lahko brezplačno dobi. Knjiga je le knjiga, to pomeni pride v eno drugo javnost. Hvala lepa za to. Doktorica Sancinova, vi pa delujete tako na Univerzi v Ljubljani kot ženska in delujete v mednarodnih akademskih krogih in delujete v krogih organizacij, kot je Organizacija Združenih narodov. In dajte nam samo malo povedati, kje se najbolje počutite ali pa kaj od tistega, kar doživljate v tej svoji akademski poti in poklicni, bi prinesla in imela tukaj ali povsod seboj. Govorim o odnosu, o pravicah, o nekako tistem, kar nam daje občutek vrednosti, dostojanstva, enakovrednosti. Jaz moram reči, da se jaz kar povsod dobro počutim, ampak najboljše doma. Moram reči, da kljub temu, da čisto statistično lahko opazimo, da ženske nismo enako zastopane tako v Sloveniji na določenih pozicijah kot po svetu, ni dosti boljše, pa vendar sama osebno nisem imela občutka, da sem bila kdaj diskriminirana zaradi spola. Tako da mislim, da tukaj lahko iz osebne izkušnje rečem, da se zadeve izboljšujejo. Mi imamo na pravni fakulteti v eni sobi, ki se imenuje Klub pravne fakultete, eno steno, na kateri so fotografije vseh nekdanjih dekanov pravne fakultete od leta 1919 dalje. Pravna fakulteta je bila ustanovitvena članica naše univerze v Ljubljani. No in med temi vsemi številnimi fotografijami so seveda samo 4 ženske. Ampak v trenutni sestavi našega vodstva pravne fakultete pa smo od 4 teh članov v bistvu 2 ženski, se pravi prvič vidimo, da smo pa povsem izenačeni po spolu. Tako da jaz mislim, da sama res ne morem pričati o tem, da bi lahko govorila, da sem bila kot ženska kadarkoli diskriminirana, ne v Sloveniji, ne v tujini. Celo opažam z sogovorniki iz delov sveta, kjer mogoče položaj žensk vendarle drugačen na arabskem svetu, pa na teh krogih v diplomaciji ali pa recimo v teh mednarodnih znanstvenih krogih, tudi z njihove strani v bistvu vedno doživim veliko spoštovanje. Tako da res vam ne moram izpričati kakšne slabe izkušnje v tem pogledu. Hvala lepa, optimistično. Doktor Mikuš-Kosova, vi ste pa v bistvu kot ženska vstopala, prinašala znanje in solila pamet v navednicah, bom rekla, v državah, ki so pa zelo močno patriarhalne in kdaj celo nenaklonjene ženskam, ki bi imele to vrstno pozicijo. Kako ste pa vi to doživljala? Jaz nikoli se nisem čutila diskriminirano kot žensko, je pa res, kot ženska, je pa res, da sem imela veliko prednost, da sem bila stara. Namreč starost se pa spoštuje, ja, veste, ni smešno, starost se spoštuje tam in pravzaprav se starostjo se odkupiš tudi zato, da si ženska. Tako da to je gotovo, ampak veste, kaj razlika, kar zadeva ta ženske moški, sej nedvomno. Včasih smo, recimo arabska ženska, ona je kraljica v svoji kuhinji, v svojem stanovanju, ima veliko moč tam, česar mi kar spregledamo, pa tudi spregledamo, da so tudi moški na nek način diskriminirani. Zdaj se spomnim na neko izjavo maršala Tita, ki je bila na Inštitutu za sociologijo, so naredili en tak velik plakat, pa i nama muškarcima nije lako. Ampak je res, razmišljam, recimo, ko govorimo o vojnah, mi govorimo o trpljenju otrok, o trpljenju žensk, nihče pa ne govori o trpljenju moških, ki jih je pravzaprav največ, ki so najbolj prizadeti v vojni številčno, ker so vojaki. Tako kot bi bilo njim, kako bi rekla, njihova normalna dolžnost, da se pustijo pobijati in tako naprej. Tako da se mi zdi, da bi bilo treba včasih tudi pogledati na moške kot na diskriminirano skupino. Hvala za spodbudo. Morda je zdaj trenutek, da se spomnimo moških v Bosni in Hercegovini, ki so preživeli vojno tam. In o njih skoraj nič ne vemo. Tistih, ki so preživeli, mnoge med njimi zagotovo prežema krivda.
verjetno živijo v nezavidljivih socialnih razmerah, zato ker nimajo enakih pravic, predvidevam, v družbi, ki je nastala po tragediji v Bosni. Tako da spomin na nje. Zdaj bom pa za konec, to je zadnje vprašanje in bi želela, na vas je naslovljeno. Brala sem nedavno, da smo dobili v Sloveniji v javno obravnavo resolucijo nacionalnega programa duševnega zdravja za prihodnjih 10 let. Vam je znano to? Ne, dokumenta ne poznam, vem, da smo dobili, ampak nisem pa brala dokumenta. Torej, že delno mi odgovarjate. Vi, ko ste se soočala z begunci, z begunskimi centri, z nekako združevanjem ljudi, ki so prihajali k nam, bežali pred vojno, ste oblikovala tako imenovan mobilni mentalno-higienski tim. To je bil večdisciplinarni, torej te skupine so šle med ljudi, noter so bili tako zdravniki, psihologi, prostovoljci, nevladniki, da rečem, vse, kar ste vi si predstavljala, da bodo te ljudje potrebovali, da dobijo obravnavo od vseh hkrati. In moje vprašanje je bilo, če ste v Sloveniji sodelovala pri tej resoluciji, kajti oni ravno tako razmišljajo, da bi ustvarili 20 centrov, kjer bi bile multidisciplinarni timi in bi tako otrokom kot odraslim v Sloveniji ponudili pomoč v duševnih stiskah. Ja, dvakrat sem bila na Ministrstvu za zdravje, so me povabili v zvezi z temi službami za otroke, tako da sem na nek način delovala kot svetovalka, ampak ne pa konkretno pri tem dokumentu. Se mi zdi pa ta zaščita duševnega zdravja neskončno pomembna v današnjem svetu, ker v današnjem svetu se ne bo lepo slišalo, ampak vse lažje je biti telesni invalid, ker je vse več pripomočkov, vsak čas bojo eksoskeleti in tudi se boš lahko premikal, če si paralitičen, medtem ko zahteve glede duševnega zdravja pa naraščajo. Mislim, danes moraš biti pameten, hiter, iznajdljiv, prilagodljiv, če hočeš preživeti in če nočeš, da si potisnjen v tole etnično grupo revnih. Tako da mislim, da ta zaščita je zelo, zelo važna. Mislim pa tudi, da seveda strokovne službe niso rešitev, to je samo en element v mozaiku zaščite duševnega zdravja in da je treba aktivirati resurse na drugih ravneh, v šoli, v osnovnem zdravstvu, v nevladnem sektorju. Hvala lepa. Jaz bi kar tak zaključek pustila današnjemu pogovoru, je zelo odprt, prejeli ste veliko informacij. Jaz vas prosim za aplavz našim sogovornikom. Zanima me, imate morda med vami kakšno vprašanje? Zelo je dobrodošlo, če ste bili kakorkoli stimulirani in če bi želeli še kaj slišati. Od starih, kot je povedala, ne? In to je dobra beseda, to ni slabšalnica, ali pa nekoliko mlajših. Prosim. Hvala. Čisto iz začetka pogovora se spomnim, da je profesorica doktorica Sancin omenila krivdo Srbije, se pravi ne krivdo individualnih kriminalcev, ampak krivdo države. In jaz nisem pravnik in ne poznam te kategorije, pa me samo zanima, a je to nekakšna kolektivna krivda naroda ali krivda vlade neke države ali pravne naslednice, kako to deluje? Prosim. Ja, hvala lepa. No, v mednarodnem pravu imamo vrsto tako imenovanih sekundarnih pravil o odgovornosti držav, ki se uporabljajo, ko se ugotavlja, ali je država v bistvu za svojim ravnanjem povzročila nek mednarodni delikt. In pri tem se ugotavlja, ali je ravnanje državi pripisljivo, se pravi, ali so ga storili njeni državni organi, recimo, ali pa osebe, ki so delovale pod njenih navodilih oziroma pod njenim neposrednim učinkovitim nadzorom. In če se ugotovi, da je šlo za taka ravnanja, potem se ugotovi, ali je ravnanje povzročilo kršitev neke mednarodno pravne obveznosti, v konkretnem primeru genocida, in ko sta oba elementa
izpolnjena, potem lahko govorimo o odgovornosti države kot celote, ki pač je članica mednarodne skupnosti, ne konkretne vlade, ne konkretnih posameznikov, ampak odgovornost države, ki seveda je potem običajno dolžna neke oblike reparacij. To pa ni nujno vedno v denarnem smislu, lahko je tu določena oblika satisfakcije, se pravi samo priznanje odgovornosti in potem sprejetje te odgovornosti in upoštevanje v nadaljnjem življenju. Tako kot lahko vidimo to v Nemčiji, kjer ni sporno, da so priznali odgovornost kot država in se s tem v bistvu ves čas soočali do današnjih dni, čeprav danes vidimo še kakšen drugačen razvoj. Skratka, problem v tej sodbi, ki sem jo omenjala, glede Srbije je bil ta, da sodišče ni ugotovilo, da bi v konkretni situaciji Vojska Republike Srpske delovala pod učinkovitim nadzorom srbskih oblasti. Kljub temu, da so bili predloženi številni dokazi, številni dokumenti in ostalo, sodišče je pač reklo, dokazati je treba, da je bilo vsako ravnanje izvršeno ne samo z vednostjo, ampak pod njihovim direktnimi navodili, pod njihovim direktnim nadzorom in teh dokazov nimamo. Vprašanje je, kako bi to potem v katerikoli situaciji lahko sploh dejansko dokazali in zato sem rekla, se lahko sprašujemo, ali je ta prag postavljen previsoko, vendar z drugega zornega kota razumemo, zakaj je postavljen tako visoko in v tem smislu ni bilo ugotovljene odgovornosti za zagrešitev. Je bila pa ugotovljena odgovornost za opustitev potrebne skrbnosti, da bi se preprečilo, ker je pa Srbija vednost imela, kaj se tam dogaja, da bi pomagali zaščititi ljudi, da ne bi prišlo do genocida. To pa je bilo potrjeno. No in v tem smislu ste postavili vprašanje, kako je z nasledstvom take odgovornosti. To vprašanje pa pravzaprav še ni tako enoznačno odgovorjeno, niti na mednarodni ravni ne. Prav zdaj se z tem vprašanjem ukvarja Komisija za mednarodno pravo, ki je eden od organov Organizacije združenih narodov, ki skrbi za razvoj, za kodifikacijo in progresivni razvoj mednarodnega prava in ugotavlja, kako je z nasledstvom odgovornosti, mednarodne odgovornosti držav. Poznamo nasledstvo pogodb, arhivov, dokumentov, dolgov, ampak ni pa še tako enoznačnega odgovora, kako je z odgovornostjo za mednarodne delikte in pač njenim nasledstvom. In prav v tem konkretnem primeru, se pravičujem, kako na dolgo odgovarjam, ampak se mi zdi zanimivo, v teku trajanja postopka pred sodiščem je prišlo do zamenjave v poimenovanju in potem tudi kasneje v sami strukturi. Začelo se je, ko je bila ZRJ, potem sta bile Srbija in Črna Gora, no in na koncu sta se tudi te dve državi že ločili in je ostala samo še Srbija. In je bilo to vprašanje, ali bi morala za to odgovornost opustitve odgovarjati tudi Črna Gora, pa so se v bistvu stranke v tem postopku same nekako strinjale, da se ta del ugotavljanja odgovornosti Črne Gore v bistvu izpusti in zato tudi nismo dobili tega odgovora, ali bi morala tudi država, ki je bila del prejšnje skupne države, odgovarjati v tem pogledu. Tako da to je še eno odprto vprašanje, o katerem bo še kar nekaj razprave. Hvala lepa. Še kdo? Ja, prosim, tam zadaj, pa potem. Dober dan, hvala lepa vsem cenjenim panelistom za izredno zanimive nastope oziroma prispevke in hvala vsem za njihov pogum, tudi skozi gospoda Jogana, njegovi cenjeni soprogi. Moje ime je Renata Japelj-Marmolakov, jaz sem iz zunanjega ministrstva in sem nacionalna kontaktna točka oziroma nacionalni oficirka za zvezo med Republiko Slovenijo in Agencijo EU za temeljne pravice FRA. Ker je tukaj veliko mladih ljudi, ta FRA je agencija Fundamental Rights Agency, ki obstaja šele 10 let v EU in zato mogoče ni vsem znana. Rada bi pa opozorila na zelo zanimivo raziskavo, ki so jo objavili pred 2 dnevoma, torej 6. decembra. Jaz sem imela srečo, da sem se lahko udeležila te predstavitve ob konferenci, ki je potekala v Bruslju. In sicer raziskava zajema preko 25.500
migrantov v Evropi in njihovih naslednikov, torej tudi potomcev, torej tudi druga generacija migrantov. V Sloveniji in Poljski so zajeli predvsem migrante oziroma izključno migrante, ki so v zadnjih 10 letih prišli v našo državo. Večinoma gre za pripadnike iz držav bivše Jugoslavije. Drugače pa v zahodnoevropskih državah po skupinah so zajemali, Severnoafričane, podsaharske Afrike in tako naprej. In bi rada opozorila me spodbudila v bistvu k nastopu uvodne besede dr. Lukšič Hacin, ki je omenila romsko skupnost. Raziskava je pokazala, da Romi v Evropi, raziskava govori o diskriminaciji, če mogoče nisem povedala, torej diskriminacija migrantov in njihovih potomcev, da je romska skupnost izredno diskriminirana, med najvišjimi številkami diskriminacije v evropskih državah. Zdaj, številke v povprečju so zelo visoke, v določenih državah, predvsem srednje, vzhodne Evrope, so še veliko višje. Za romsko skupnost, recimo 30% jih je v zadnjem letu navedlo hate-motivated harassment, torej nadlegovanje, sovražno nadlegovanje. Tudi visoke številke so doživeli zelo visoke številke pri fizičnih napadih. In približno enake številke so za romsko skupnost kot za severnoafričane ali pa Afričani iz podsaharske Afrike, kar je dokazalo, da je visoka stopnja korelacija med barvo kože in etnično pripadnostjo. Potem zelo nizka stopnja je prijav teh kaznivih dejanj, kar so udeleženci, bilo je več 100 udeležencev konference, ki so bili predstavniki vlad, tudi in nevladnih organizacij. Kar je bilo zelo izpostavljeno strani vseh je, da je visoka stopnja korelacije med zakonodajo, v državah, kjer je na mestu, kjer imajo strogo zakonodajo in močno zakonodajo, pride do več prijav. Ampak prijave v bistvu v manj kot tretjini primerov gre za prijave kaznivih dejanj. Tako da to bi mogoče bilo vprašanje cenjenim panelistom, kaj si oni mislijo glede tega, ali tudi izkušnje to potrjujejo. Torej, če imamo na mestu kazensko zakonodajo močno in organe v državi, ki zagotovijo implementacijo tega, ali se strinjajo s tem. Potem pa še sem želela povedati to, da je bilo izpostavljeno, da je potrebno poleg politične volje imeti tudi politični pogum. Zato sem rekla, da so vsi panelisti imajo izreden politični pogum in da to danes manjka. Tako da ne bom predolga, raziskava je zelo zanimiva in bi povabila prisotne, da pogledajo, lahko tipkate FRA in boste našli, ker je bila objavljena in tudi od te konference zelo zanimivi zaključki so. Hvala lepa in hvala za informacijo. Doktorica Mikuš Kos, ali imate vi izkušnjo dela z Romi? Ne, nimam, razen mrtvih Romov, ki so jih vozili mimo mojega okna. Tudi njih se danes lahko spomnimo in poklonimo. Vprašala sem jo, če ima izkušnjo z Romi, ker sem želela predrugačiti vprašanje, ali lahko v pogovorih s slovenskimi Romi pove, če so napadeni ali če doživijo karkoli, je lahko predmet kazenskega pregona, če to sploh prijavijo. Torej, boste vi ponovno imela vlogo pravnice, ki ve vse o vseh področjih in poskušala ker tukaj gre za specifično skupino, jaz nimam izkušenj direktnih, imate morda vi? Jaz moram reči, sem velika nasprotnica tej ideji vsevednega pravnika. Vem, sem vam je vsilila, tako da ni vaša. Jaz se ukvarjam z mednarodnim pravom in se skušam nekako tega področja tudi držati, ampak zagotovo, če pride do kaznivega dejanja, da je pregonljivo, ne glede na to, za pripadnika kateri skupini gre. Lahko vam pod vprašanje. Tukaj se vračamo ponovno k zlorabi moči v družbi, Romi je nimajo.
Iz vaše izkušnje, skupina, ki nima moči v družbi, bo prijavljala dejanja, ki so se jim zgodila, se bo naslavljala na pravno državo, že tako vedo, da niso zaželjeni. Kakšna je? Mislim, v glavnem razen norcev ne. Torej, tako da raziskave v bistvu niso presenetle, a ne? In rezultati raziskave so potrdili to, kar vemo. Morda je zadovoljiv ta odgovor? Gospa? Ja, mislim, seveda. Težko, mislim, je težko, to so vsi sodelujoči na tej celodnevni konferenci so povedali, seveda je zelo težko, to je dolgotrajen proces. Bil je en inšpektor, upokojeni policist iz mesta Leicestershire v Veliki Britaniji, ki je bilo menda prvo mesto, ki je imelo ne belo skupnost, in on je rekel, da je uspel vzpostaviti stik z vsemi skupnostmi v mestu, razen, mislim, z vsemi, razen z dilerji drog. Tako da se da je potreben, da je to dolgotrajen proces, da je potrebno dnevno usposabljanje, tudi policistov, ki tudi imajo svoje predsodke, in da je možno. Hvala. Tukaj. Ja, želela sem samo še to reči, da seveda veliko pričakujemo od civilne družbe, in to ves čas poudarjamo, in jaz sem tudi že večkrat povedala, da se mi zdi, da bi lahko tudi v Sloveniji ta civilna družba bila še bolj aktivna. Ampak po drugi strani pa seveda je treba vzeti v obzir tudi to, da ta civilna družba ima tudi delno črpa svojo moč iz sredstev, ki jih ima na razpolago, in da žal včasih tisti, ki dajo sredstva, diktirajo tudi delovni program posameznih nevladnih organizacij, in tu morda velja še en dodaten razmislek, kako morda dati nekaj več sredstev na razpolago za te na celotnem področju človekovih pravic, ki nimajo točno opredeljenega cilja, ampak da se resnično izpostavijo tisti problemi, ki jih civilna družba sama prepozna kot problematične v Sloveniji, tako da bodo lahko naslovili tudi vprašanja, ki niso konkretno financiranja preko nekega konkretnega programa, ki se usmerja seveda samo na eno, mogoče tako bolj popularno, bomo rekli, težavo. To je kar problem, ki delno zamejuje možnosti ukrepanja. Hvala. Odprla ste še zelo pomembno temo civilne družbe in njene podhranjenosti. Dr. Keber, imeli ste tudi vprašanje. Lahko še vi dobite mikrofon in potem se moramo od ene od posloviti. Vidite, da ne želim stati oziroma sedeti, ampak da bi pa vsem se zaradi enakopravnosti z vami usedel. Rad bi na primeru konkretnega primera iz prejšnjega tedna odprl deprivilegiranje oziroma sovražni govor do res velike manjšine, in to je do ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Zdaj, sovražnega govora je toliko v družbi, prej ste omenili samo odmeve v časopisih, jaz bi pa kar rekel v člankih v časopisih, in omenil vam bom članek v prejšnjem tednu v Slovenskih novicah, časopisu z največjo naklado, ki se je vzel za cilj, da celotno skupino ljudi, ki hodijo po prehranske pakete, to so ljudje, ki imajo dobesedno legitimacijo revščine, potrjeno na socialnih centrih. Z vsemi možnostmi zlorab, ki se na robu dogajajo pri taki skupini, ki šteje skoraj 200.000 ljudi. Ampak o teh ljudeh je na osnovi enega konkretnega dogodka, dokazanega, odkritje paketa hrane v kanti za smeti, in na osnovi dolgega intervjuja z anonimno osebo, oseba ni znana, pripoved tekla približno tako. Večina, več kot 50% ljudi, ki hodijo po hrano, so goljufi, imajo ponarejene dokumente, hodijo s pametnimi telefoni, avtomobili, mimogrede še malo spolnega šovinizma, moški počakajo v avtomobilu, ženske pa pošljajo, da jim napolnijo prtljažnike, potem še malo neslovenskega šovinizma, samo 10% je Slovencev, ker Slovenci so preponosni, da bi hodili po prehranske pakete. Tako da v bistvu je bil en tak dobesedno mavrica
tega sovražnega govora ne bom nadaljeval, je zanimivo prebrati. Jaz sem seveda napisal pismo zahtevo po odgovoru temu časopisu in sem seveda tudi pričakal to, kar sem pričakoval, namreč odklonitev, ker jaz nimam legitimacije, da bi zahteval, da se to napiše, ker pač mene niso psovali ali pa niso psovali Rdečega križa, ampak so govorili o ljudeh in o njihovih. Skratka, tukaj je šlo na podlagi popolnega anonimnega pripovedi, po naši presoji zlaganega ali pa pretiranega, zlasti 50%, popolnoma niti dokazanega, pa tudi je nedokazljivo. Kako reagirati v tem primeru? Kje je zdaj tukaj? Poglejte, prej smo rekli Romi, kako naj se oglasijo, kako naj se pa revni ljudje, ki niti slovenskih novic verjetno ne berejo, razen če jih ne najdejo v kanti za smeti. To pomeni, kdo se oglaša v njihovem imenu. Hvala lepa. Jaz vem, da se je v njihovem imenu vsaj enkrat oglasila doktorica Mikuš Kosova. Lahko nekaj ponudite kot odgovor dr. Kebru? Da bi morali imeti vsi več korajže, vključno z mano, in se oglasiti. Veste, pravite, niste vi bili napadeni, seveda ne, ampak na nek način smo bili vsi napadeni s takim člankom. In se mi zdi, da je premalo ljudi, sama, mislim, nimam energije, nimam korajže, doskrat se mi zdi, da bi bilo treba nekaj narediti, pa samo govorim, treba bi bilo, da bi morali se bolj aktivirati in se odzvati na take reči. To je eno. Drugo je pa to, seveda, v to razpravo pa ne bi šli, koliko sovražnega govora je dovoljenega pri nas v demokraciji in koliko ne. Jaz se upravičujem, moram oditi. Hvala za poslušanje. Mi se vam zahvaljujemo, dr. Anica Mikuš Kos, in na mnoga leta starosti. Imamo tukaj še pravniški del odgovora, drži? Na pol pravniški, bom rekla, samo na kratko. Problem, ki ga jaz pač sama zaznavam, tudi jaz nastopam v raznih zgodbah, v raznih časopisih. Problem pregona tovrstnih poročanj in tovrstnih nepreverjenih, kot ste povedali, dr. Keber, novic je ta, da enostavno res nimamo v tem primeru pa učinkovitega pravnega sredstva. Če mene vprašate, so vse sodne poti tukaj v bistvu neustrezne, treba bo narediti nek preboj tudi pri sodnem odločanju o tovrstnih primerih. Morda bo tale primer prve dame, ki pač vemo, ima svoje postopke in dovolj sredstev, da si lahko privošči zelo dolgotrajne postopke, ki jih morda kakšne ranljive skupine nimajo, pomenil nek preboj. Namreč mi moramo preiti od te zgolj neke povrnitve škode v pravdah do, v bistvu, čeprav nisem zagovornica represije, do kaznovalne odškodnine v tovrstnih situacijah, kjer si lahko pač različni časniki privoščijo karkoli in se zavedajo, da bodo tudi, če bodo po 10 letih obsojeni za tisto v pravdi določeno odškodnino, ki jo bo morali plačevati, minimalen delež v primerjavi z dobičkom, ki so ga imeli od tovrstnega poročanja. Tako da jaz tukaj res sem že večkrat rekla, apeliram tudi na en premik pri sodnem odločanju v teh situacijah, da se tudi sodniki malo opogumijo in začnejo tudi z kaznovanjem tovrstnih ravnanj. Torej, tukaj slišim dva glasova. Ne samo sodniki, ampak seveda celoten sistem. Ampak dva poziva. Eden je na poziv vsem nam, da imamo pogum in začnemo opozarjati in lahko zasujemo tako pisarno urad varuha človekovih pravic kot urad za enake možnosti in zahtevamo, da začnejo delovati na primer v našo korist. Ali pa tudi začenjamo z zahtevami po pravnem sistemu, ki se bo začel ukvarjati z temi rečmi. In mislim, da tu res pogrešamo danes doktorico Joganovo, mislim, da bi imela veliko za povedati ravno na teh nekaj zadnjih vprašanj. Prosim, predajte ji želje za hitro okrevanje. Jaz bi zdaj
res zaključila, končala tudi z vprašanji in samo še želja vsem vam, da v tem prazničnem času upamo na pomoč ljudi in verjamemo v znanje. Hvala lepa in srečno. Zelo, mislim, da smo uspeli.